MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine. Dobrodošli v podkastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem predstavljamo zgodbe iz arhivov in razstav MNZS-ja ter osvetljujemo različne vidike sodobnih muzejskih praks. Moje ime je Korin, vi pa poslušate 5. epizodo mesečnega podcasta, v kateri sva se s kustosom Markom Štepcem na razstavi z naslovom 1920 pogovarjala o dogajanju prav tistega leta, ko se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so nepreklicno zaznamovali življenje ljudi slovenskega ozemlja, od koroškega plebiscita do rapalske meje in požiga Narodnega doma v Trstu. Lepo pozdravljen, Marko Štepec, kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije in avtor razstave 1920. Trenutno se nahajamo v prostorih, kjer je razstava na ogled. In pravzaprav sediva pod sliko zgodovinske mize v dvorani Ogledal v Versaju, za katero je bil podpisan mirovni sporazum med Nemčijo in antantnimi silami, torej ob koncu Prve svetovne vojne. Leta 1920, torej skoraj 2 leti po koncu konflikta, kakšne so posledice in kakšno je bilo tedanje družbeno stanje? Celotno dogajanje v letu 20, za katerega vemo, da pač ob 100-letnici, da je bilo izredno pisano in nabito z dogodki, je bilo seveda nekje v senci odpravljanja posledic Prve svetovne vojne. Ključen dogodek, ne le za leto 20, ampak praktično za celotno 20. stoletje, je bil razpad monarhije in pa seveda posledice, ki jih vojna povzroči na eni strani državam, razpadajo cesarstva, in pa seveda na drugi strani, ki jih vojna povzroči v smislu sprememb v vsakdanjem življenju prebivalcev celotne Evrope. To pomeni množica mobiliziranih vojakov na avstro-ogrskem področju, nekje prek 7 milijonov vojakov, v celotnem evropskem prostoru nekje 10 milijonov mrtvih in pa seveda, to so te najbolj statistične številčne po številkah posledice, vemo pa seveda, da ljudje, ki se z vojne po končani vojni vračajo, da so to večinoma psihično zlomljeni posamezniki. To so ljudje pravzaprav, ki izkusijo srečanje z množično smrtjo, življenje v strelskih jarkih, so travmatizirani, kjer pravzaprav si vsi želijo nekaj novega, drugačnega, neke spremembe, ne sprejemajo več starih hierarhij, ki so pred Prvo svetovno vojno samoumevne, na drugi strani pa seveda v življenje v strelskih jarkih seveda je oblikovano v militarističnih obrazcih nekega novega vojaškega tovarištva in tako naprej. Pri tem seveda v državah razpadajo gospodarske, socialne strukture, zgodijo se številne spremembe, kar naenkrat, bom rekel, to množico moških, ki je mobilizirana na pomembnih funkcijah, nadomeščajo ženske, je vojna neke vrste nenavadna, vojna ne prinaša nič dobrega, ampak v tem smislu je neka nenavadna vzpodbuda pravzaprav emancipacijskim zahtevam, kar seveda na drugi strani spet povzroča grožnjo tradicionalnemu patriarhalnemu svetu. In vse to pravzaprav je vojna pravzaprav neke vrste koncentrat vseh teh sprememb, modernizacijskih razočaranj in pričakovanj. In seveda, to je v glavnem ta podlaga, iz katerega pravzaprav potem šele lahko razumemo tako leto 1920 in pa seveda z tega lahko potem nenazadnje razumemo tudi celotno 20. stoletje. Mi vemo, da Evropa v resnici po vojni ni več ista. To pomeni pričakovanja, da je to bila zadnja vojna, ki naj bi rešila vse probleme, da tega ne bo več, se seveda niso uresničila. Zahteve zmagovalcev in pa potem organizacija sveta, ki se zgodi na podlagi mirovnih pogodb, ki pravzaprav
neposredno vplivajo na dogodke v letu 1920, seveda povzročijo to, da pravzaprav v 20 letih svet pride do nove vojne. Seveda tu, kjer se danes pogovarjava, govoriva o letu 20, torej govoriva na temu pragu nekje vstopa v novo, kjer so pravzaprav še vsa upanja in pričakovanja odprta, kjer množica ob navdušenju ob koncu vojne pravzaprav pričakuje, da bo boljše, na drugi strani se pa pravzaprav že kažejo tudi sence prihodnosti. Letnica 1920 zaznamuje seveda tudi vstop v tako imenovana nora 20, ki so jih zaznamovala umetniška iskanja, izgubljene generacije, politične skrajnosti in družbene nestabilnosti, in ki so v kolektivnem spominu ostala po plesih in džezu v velemestih, v središčih, po poskusih ženske emancipacije in teženj po modernosti. Koliko se pa ta predstava sklada z dejanskim stanjem na slovenskem ozemlju? 20 leta z številnimi filmi, takoj pomislim seveda na velikega Gatsbyja in vse te stvari, ki jih, bom rekel, popularna kultura predstavlja, eksploatira in tako naprej. Seveda, za koncem vojne življenje zmaga nad smrtjo. In mi vemo iz zgodovinskih virov, da, bom rekel, tudi na Slovenskem se izrazito poveča veselje na raznih, povečajo se plesi, povečajo se različne veselice, celo še huje. Opozarjajo pravzaprav sodobniki, ljudje na norte, to je že vse pravzaprav zmešano od tega veseljačenja, pijančevanja. Na drugi strani seveda je to povezano tudi s tem, da vojna marsikatero tradicionalno vrednoto vrže in pa seveda in smrt in razočaranja, ki jih vojna prinese, ker je vsem žalostna, se seveda rezultirajo tudi v tem, da naraste pijančevanje. Ne. Mi vemo, da recimo, zdaj če govorim to, da prvič se v raznih virih, recimo v župnijskih kronikah, predvsem pisci svarijo pred tem norimi veselicami. Ne. In to se pravzaprav začne že v letu 18 in se potem stopnjuje okoli novoletnih praznovanj in potem okoli pustnih praznovanj. Konkretno v letu 1920 so za pusta prepovedani vsi plesi v mestni občini Ljubljanski, razen tistih za omejeno število ljudi zavabili in to kot razlog je pravzaprav širjenje nemorale, pijančevanja in divjaštva, ki se pojavlja po ulicah. Ne. Torej tukaj lahko znotraj tega lahko beremo in ta element, da življenje želi premagati smrt, da ljudje želijo veselje, pozabiti ta mračna leta vojne, na drugi strani pa na te slabe razmere, ki jih lahko beremo kot posledica vojne, še vedno lahko vidimo prehransko krizo, ki se nadaljuje, karte so pozno ukinjene, tja v 19. stoletje za izkaznice za kruh, tako imenovane krušne karte. In pa seveda na drugi strani se seveda še vedno te sledovi razočaranja in utapljanja problemov v alkoholu. Ne. Tukaj lahko vrsto svaril najdemo, da pijančevanje in nemorala z njim povezana narašča. Tako da to, in seveda že ob teh tradicionalnih praznovanjih, ki so vezane na plesne prireditve, to potem dobi eno svojo dimenzijo, ki absolutno tudi na Slovenskem pride pod rubriko Nora 20. Treba je pa seveda vedeti, da recimo Ljubljana kot nekje med večjimi mesti, ne, praktično pred prvo svetovno vojno nekje komaj dosega nekje 40 000, prek 40 000 prebivalcev. Ne, in se potem tudi zaradi dogodkov, ki se začnejo v letih 19-20 počasi polne z begunci. Ne. Z begunci, recimo, če omenim begunce, simptomatično je osnova razstave leto 20 je kronologija. In pravzaprav prvi podatek na kronologiji je, da je pri deželni vladi 1. januarja 1920 ustanovljen Urad za zaščito beguncev, ki je prevzel vse dejavnosti v zvezi z zaščito beguncev in izseljencev iz zasedenih ozemljih. Kar pomeni, če se praktično od leta 14 naprej v zvezi z begunsko problematiko vse ukvarja z begunci, najprej z vzhodnega bojišča, ki pride že leta 14, potem seveda vsi te trije največji valovi iz soškega bojišča begunski, ki preplavijo pravzaprav celo območje zaledja, globoko v notranjost monarhije, to pomeni 50% beguncev pri sorodnikih, druga polovica nekje v begunskih taboriščih, ne,
se pa tu pojavijo, bom rekel, begunci na eni strani, nekateri se nikoli, vsaj 10% beguncev se nikoli ne vrne domov, ker se pravzaprav na te uničena polja, slabe hiše v Posočju, celotne vasi so bile poškodovane in pa seveda tudi nezadovoljstvo z novo mejo se pravzaprav ne vračajo, se ne vrnejo domov. Tako recimo danes vemo, da Primorci na Štajersko prinesejo barve v smislu zelenjave na vrtove, prinesejo nove navade, celo glasnejšo govorjenje na ulici, kot lahko zasledimo v določenih virih. Na drugi strani se potem pa še tej nerešeni problematiki prve vojne se pojavijo pa begunci zasedenih območij zaradi bojev na Koroškem. Ne. Mi vemo, da praktično od decembra naprej, predvsem pa bom rekel januarske in pa potem vse do junija vojaški spopadi na Koroškem, seveda z številnim nasiljem med vojaki in pa tudi seveda z nasiljem, ki ga trpijo prebivalci, se potem to prebivalstvo umika. In tako to je tudi eden od razlogov, da Ljubljana potem v obdobju med obema vojnama postaja pravzaprav večje mesto. Ne. In koliko ljudi je bilo primoranih zapustiti prostovoljno ali prisilno svoje domove? Ja, točnih številk, bom rekel, koliko ljudi se je umaknilo pred vojno v zvezi z boji za severno mejo, na žalost nimamo. Ne. Lahko pa bom rekel ravno po posrednih virih, to je pomeni po beleženju stanovanjske stiske v mestih in pa seveda po povečevanju števila prebivalcev, lahko pa vidimo v bistvu, da je ta pritok relativno bil velik. Ne moramo neposredno ločiti vojnih beguncev in pa tisti pravzaprav, ki so bili ali nezadovoljni z rezultati, konkretno plebiscita na Koroškem in pa seveda so ostali brez služb zaradi vseh teh dogajanj. Ja. Marko, bi lahko opredelili časovne okvirje premikanja tega dela prebivalstva? Premiki, selitve prebivalstva pravzaprav v kontekstu konca Prve svetovne vojne se začnejo seveda s povratkom beguncev že v času Prve vojne in pa seveda potem je v slovenskem prostoru današnjem se izredno pozna umik oziroma vrnitev vojakov domov. Ne. To pomeni najprej seveda ta velikanski val avstro-ogrskih vojakov iz italijansko-avstro-ogrske fronte. S tem, da seveda treba je povedati, da vojaki, če je glavnina umika nekje v 3 tednih, že leta 18 izpeljana, se pa vračajo praktično v letu 19, številni v letu 20 iz ujetništev. Ne. To pomeni, da mi tudi v tej kronologiji na razstavi beležimo podatke, da se vračajo preko Ljubljane recimo češki legionarji iz Sibirije in jih seveda po ključu slovanskega prijateljstva ljudje pozdravljajo, jih spremlja godba in tako naprej. In to je več teh večjih transportov. In pa seveda še leta 20 beležimo celo eden prvih večjih transportov častnikov in vojakov, ujetnikov v italijanskih taboriščih se v bistvu vrača 20. S tem, da seveda v časopisih lahko sledimo, da kdaj se morda vračajo tudi kakšni znani Slovenci, ne, kot je recimo bil, ki se je vrnil Adamič in tako naprej. Vemo pa, da recimo številni posamezniki, zdaj bi jaz lahko našteval imena, kot je Martin Muc, Grahek in tako naprej. Recimo Martin Muc se povrača to leta 26, 27, ne, kar pomeni, da ta proces gibanja prebivalstva je relativno dolgotrajen, se pa seveda v tej intenzivnosti, največji intenzivnosti, nekje počasi končuje v letu 20. No, v letu 20. Zanimivo je tudi, ne, da mi zdaj relativno dobro poznamo zgodbe Slovencev v avstro-ogrski vojski, ki se vračajo iz ruskega ujetništva. Še vedno so pa manj znane, da tudi taborišča za recimo italijanske ujetnike, ne, da na Ljubljanskem gradu se zapira šele konec leta 1919 in še leta 20 beležimo italijanske vojake, ki se vračajo domov. Ne. Zdaj razlogi so verjetno povsem osebni, različni in tako naprej. Ne. Tako da veliko gibanje prebivalstva, s tem, da en tak vtis, če govorimo o gibanju prebivalstva, vtis razstave je, ko smo pogledali vse te fotografije z leta 20, je, da so množice pravzaprav na ulicah, ne, da je to ena skupna točka, da je torej ne samo te množice, ki se
selijo domov, ki se selijo z kraja v kraj, ki so begunci, ki so razseljene naokrog, ampak seveda tudi ljudje doma so ves čas v nekih množicah ali množicah veselja, že takoj ob koncu vojne, seveda najprej zaradi konca vojne, potem pa seveda zaradi naraščajočega nezadovoljstva. Mi lahko vidimo, da tukaj se zelo hitro problemi vojne povežejo z novimi ekonomskimi problemi, kar seveda povzroči množične demonstracije, tudi v Ljubljani in drugih krajih. Ne. Zdaj, če navežem kar na to, leta aprila 1920 se zgodi danes, bom rekel, dosti pozabljen, takrat pa zelo vpliven velika stavka železničarjev, ki se poveže tudi z rudarsko stavko v rudarskih krajih in seveda doživi svoj tragični vrh in razplet 24. aprila na Zaloški cesti v Ljubljani, kjer pride do streljanja na demonstrante in posledično do 14 mrtvih. Ne. Tudi to smo vključili na razstavo, bom rekel, v kontekstu teh velikih, žalostnih, tragičnih, pomembnih dogodkov, tudi zato, ker ima eno posebno mesto, ne nazadnje ta negativni vpliv konkretno tega dogodka, potem tudi na zaostritev propagande na Koroškem, ne, v tem primeru seveda proti SHS propagande, ki skrbno izkorišča vsa ta dogajanja in te probleme. Ne. In pa seveda množice, mi smo se večkrat ukvarjali, bom rekel, samo z temi narodnimi prazniki in praznovanjem množice na Kongresnem trgu v Ljubljani, v Celju. Pozabili pa se seveda je, da so ljudje iz narodnega navdušenja, tudi italijanske narodnosti v Piranu, ne, na razstavi imamo fotografije Pirančanov v različnih prilikah, od prvih manifestacij, ko pridejo prvi italijanski vojaki, do seveda različnih predvolilnih shodov in pa vseh teh manifestacij, ki ob obletnicah vojne, ne, to je že leta 20 se praznuje, ne, vojna postane, bom rekel, na italijanski strani, seveda postane ena od teh mitskih točk in izhodišč, ne, italijanske državne politike in tu je spet vse na ulicah. Ne. Na vse to seveda potem pridejo pa vsa ta razočaranja v zvezi z mejami, napovedi, ko se pojavi ta strah med ljudmi, ki se je potem uresničil, da bo Primorska pripadla Italiji, kar se potem zgodi 12. novembra z Rapalsko mejo. To praktično je več demonstracij, ne, tudi v Ljubljani, kjer ljudje tudi razobešajo žalne zastave ob tem dogodku. Ne. Ja, in pa seveda v zvezi seveda s to mejno problematiko je pa praktično, ko junija 1919 nekje pride do te določitve demarkacijske črte, ki je potem na Saint-Germainsko državno pogodbo sprejeta odločitev o meji na Karavankah in po plebiscitu v Celovški kotlini, se seveda potem začne ta propagandno množičen boj za meje. Ne. In to se celo leto 20 vrstijo na obeh straneh Karavank. Na obeh straneh, bom rekel, demarkacijske črte se vršijo pravzaprav kulturni dogodki, se dogajajo različne manifestacije, demonstracije in pa seveda vse to spremlja na eni strani zelo veliko kulture, veliko dogodkov, na drugi strani seveda se pa povečuje tudi hujskaštvo, nasilje, danes bi rekli sovražni govor in pa, bom rekel, tudi v tem smislu prva vojna ni pozabljena, namreč ves ta propagandni naboj, ki se sproži med prvo vojno, sovražen, je potem seveda direkt gre naprej, takoj v te boje pravzaprav za meje. Ne. Torej, v medvojnem času slovensko prebivalstvo zaživi v novih političnih oblikah. Velika večina se priključi tako imenovani kraljevini Slovencev, Hrvatov in Srbov. Kako so pa ljudje spremljali dogajanje znotraj novonastale države? Nova država seveda se najprej začne z to kratkotrajno državno tvorbo, država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki nekje sledi pravzaprav tem trialističnim željam, s tem, da seveda avstro-ogrski okvir sam po sebi z razpadom monarhije je končan. Gre pa to za pač enomesečno državno tvorbo, pomembno, kjer se pravzaprav pa v ekstraktu začno
vsi razmisleki pravzaprav za prihodnost. 1. decembra je potem združena v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in seveda zgodijo se številne spremembe se zgodijo. Prostor med Dunajem in Trstom, med železnico od Dunaj in Trst, ker naenkrat iz manj razvitih delov monarhije postane pravzaprav industrijsko bolj razvit del in seveda dogaja se potem vrsta sprememb, ki jih prinaša seveda sprememba državnega okvirja. Na prvem področju seveda najbolj na tem nivoju propagande praktično in tudi seveda zaradi vojne in tega negativnega odmeva vojne, praktično Avstro-Ogrska zelo hitro postane v javni propagandi ječa narodov, pozabi se vse na te skupne elemente življenja, ki so bili v prvem valu, bom rekel, se tudi podirajo vsi simboli monarhije, spomeniki, Franc Jožef je zamenjan v Ljubljani pred sodniško stavbo, je Franc Jožef nadomeščen z Miklošičem in tako naprej, kar ima tudi to simbolno, bom rekel, stara ječa narodov je zamenjanja pravzaprav z slavistom, ker naenkrat narodna identiteta postane izključen element in ugleden dunajski dr. Fran Miklošič jasno dobi potem to simbolno točko nadomešča in to gre seveda povsod, na drugi strani po celi novi državi, slovenskem delu te nove države. Zanimivo je seveda to, da se potem zgodi pa vrsta teh sprememb. Ena teh sprememb je seveda slovenizacija šolstva na vseh nivojih. Potem po letu 1919 govorimo tudi o ustanovitvi prvič univerze, kar je zelo pomemben dogodek. Na drugi strani gre pa za prilagajanje gospodarstva. Zanimivo je, da še praktično te procesi, ki se leta 18 začnejo, se nekateri zaključujejo 20 in imajo velik odmev na ljudi. To pomeni menjava avstro-ogrske krone, ki je v veljavi praktično do začetka 20. v razmerju 1:4 za dinarje. Takrat recimo ljubljanski župan reče, da to poje smrtno pesem slovenskemu gospodarstvu. V resnici danes imamo, da sicer razvrednotenje avstro-ogrskega in pa potem nemško-avstrijskega denarja je bilo tako veliko, da je avstro-ogrska krona res precejšno vrednost izgubljala in da njena moč ni bila tako velika. Kljub temu je pa to že na neki simbolni ravni pravzaprav med ljudmi izbujalo nezadovoljstvo, vtis, bom rekel, da mogoče so malce odrinjeni, kljub temu, da je eden od pomembnih 3 konstitutivnih narodov in to recimo tudi sproži demonstracije, množične demonstracije in tako in nezadovoljstvo. No, zanimivo v zvezi z denarjem je, da ta proces se nekje v letu 20 končuje. Zanimivo je, da se na področju denarja država SHS, že država SHS, Slovencev, Hrvatov in Srbov, odloči za žigosanje bankovcev. Tako da v obtoku so seveda še vedno avstro-ogrski bankovci, ki jih poštni uradi, občinski uradi žigosajo, prihaja do ponarejanja, prihaja do različnega vrednotenja, bom rekel, samih kovancov. Veliko pomankanje kovancov že iz časa prve svetovne vojne, zaradi pomankanja kovin ljudje kovance skrivajo in tako naprej. Potem jih pa recimo za Rapalsko mejo oziroma za italijanskim zasedbenim območjem, kar pozneje postane Rapalska meja, recimo italijanska država in bankovce in kovance bolje menja kot jugoslovanska stran, kar potem pomeni, da prihaja do tihotapstva in do raznih malverzacij in potem seveda je več pozivov preko leta 20, pride najprej do žigosanja, potem lepljenja na denar različnih stvari in tako naprej. Tako da tudi v tem finančnem smislu je vtis precejšnjega kaosa. Ja, drugače pa seveda samo vsakdanje življenje pa v resnici kljub vsem tem spremembam, ki so se nekaterim, to so nekateri tudi zapisali, da se dogaja tako hitro, kot za časa enega človeškega življenja skoraj da ni mogoče, bom rekel, vse te spremembe. Na drugi strani seveda
pa ta dolgo trajanje, to pomeni te birokratski aparati, način življenja, praktično ostaja pa pravzaprav isti. Ne. Tako da se v bistvu vse prepleta, torej na eni strani ta površinska, hitra dinamika, na drugi strani pravzaprav ljudje še vedno živijo po teh starih obrazcih. Ne. Tudi zanimivo, ne, leta 20, ko rečem stare obrazce, seveda takoj pomislim na patriarhalni svet, na to spodbujeno žensko emancipacijo, takrat se prvič pravzaprav zgodi, da regent, prestolonaslednik Aleksander, sprejme odlok o ženski volilni pravici za občinske volilne, za občine, volitve občine, ki je pa seveda potem zelo hitro tudi pol ukinjena. Ukinjena zaradi pravzaprav zaradi celotnega območja nove države, kjer so pravzaprav te patriarhalni stereotipi premočni. Ne. Je pa na to odločitev seveda vplivalo to, da je ostalo veliko število vdov, ker so že med prvo svetovno vojno v slovenskem prostoru razmišljali, da če seveda sprevzemajo vse vloge in funkcije, da seveda si potem tudi to odločilno volilno vlogo prevzemajo. Ne. Je pa seveda s to odločitvijo, ker je ta volilna pravica kratkotrajno ukinjena, seveda volilna pravica tudi potem v 20 letih ostaja zelo omejena na relativno ozek sloj prebivalcev. Ne. Ženske ostanejo brez volilne pravice, se pa seveda volilna pravica glede na Avstro-Ogrsko, praktično posebej na tisto Avstro-Ogrsko volilno pravico pred letom 1910 se seveda razširi, tako da nekje tam pride, po ocenah raziskovalcev, nekje pride na prek nekje 30% prebivalstva. Ne. Ker recimo v tem razrednem oziroma kurialnem sistemu volilnih razredov, kjer je prebivalstvo razdeljeno na veleposest in pol leto 1910 splošni razred, praktično tam volilna pravica ne dosega 20% prebivalstva. S tem, da je zanimivo, ne, da tudi v Avstro-Ogrski imajo ženske volilno pravico, ki je pa vezana, seveda vstop v volilni razred je vezan na plačilo davkov, na cenzus, koliko ti plačuješ, in ukolikor je volivka bila lastnica premoženja, da je podedvala, je seveda tudi ona imela pravico volitve, ampak na volišče je njen glas prinesel pa moški. Tako da je fizično. Imela je pa pravico, kar pomeni, da je malo, v njenem imenu je nekdo glasoval, imela pa je volilno pravico, ker je bila vezana na plačilo davka na cenzus. Ne. Pa se pogoj plačevanja davkov za dostop do volilne pravice ohrani tudi po letu 1920? Ne, v 20-ih v resnici se počasi volilna pravica s to omejitvijo, ki sem jo omenil, spreminja v splošno. A je to velika sprememba? Je. Še vedno pa po današnjih standardih, kako razumemo pravzaprav demokracijo, enakost, tajnost, splošnost in tako naprej, seveda še vedno ne participira pri odločilnih odločanju tako število ljudi, no, da bi to, ne. Je pa seveda, če govorimo o obdobju med obema vojnama, ne, pa sploh so seveda vloge žensk bile zelo pomembne. Ne. Tudi moram reči, ne le v tem obdobju, lahko tudi pravzaprav iščemo pa recimo podjetnica Evgenija Hribar, ne, praktično že v času Avstro-Ogrske v resnici neformalno vodila vsa družinska podjetja, te pravzaprav ene najpomembnejših, govorim v gospodarskem pomenu družin. Ne. Kar pomeni, da tukaj je to bolj problem pogleda zgodovinopisja, potem, ki pač dela te selekcije in tako naprej. Ne. Sicer pa mi najdemo številne pomembne, vplivne kreatorke, ženske kreatorke življenja na vseh področjih družbenega, socialnega, gospodarskega, političnega življenja. Ne. Zdaj, en tak najbolj viden vstop verjetno je ravno s prvo vojno, bom rekel, okrog deklaracijskega gibanja, ne, ki ni brez zveze s tem, da to deklaracijsko gibanje kot politično, mirovno in tako naprej narodno gibanje daje v resnici legitimnost temu, kar se potem zgodi z novo državo leto 18, to pomeni, da sploh nastane, ne, ker volitev seveda
takrat leta 18. oktobra volitev ni, to je pravzaprav dogovor med političnimi na podlagi volitev pred vojno, kdo bo vladal in tako naprej. Ampak tista legitimnost temu daje pa pravzaprav teh prek 200 tisoč podpisov, po raziskavah dr. Vlaste Stovbar, kjer so pa v bistvu kreatorke izrazito ženske v zaledju, ki podpise zbirajo, govorimo o deklaracijskem gibanju, podpise zbirajo in potem seveda te podpise množično predajo in tam izstopijo potem, bom rekel, imena, kot je Cilka Krek, Franja Tavčar, to kot glavne nosilke, kljub temu, da je govornik še vedno pri tej podelitvi je moški, je govornik, ampak v resnici je pa celo to mirovno, kar posebej poudarjam, gibanje, pravzaprav tudi žensko gibanje. In pol seveda to potem vse do Angele Vode in tako naprej, bi lahko potem našteval teh nosilke, kjer pride izrazito do neke, tudi direktno pravzaprav do gibanja za ženske pravice, na podlagi, bom rekel, iz 19. stoletja, predhodnic in tako naprej, postaja vedno močnejše v obdobju med obema vojnama. Marko, kot si že prej omenil, se v dotičnem obdobju občutki pričakovanja prepletajo s sencami razočaranja. Kje pa to najbolj razvidno? Senca razočaranja, ena od teh točk seveda, ki je tudi letos bila zelo javno prisotna, bom rekel, pravzaprav z dobrega dogodka, vrnitev Narodnega doma, vrnitev Slovenskega narodnega doma v Trstu nazaj v roke pravim upravljavcem. 13. julij 1920, požig Narodnega doma, je eno od teh, bom rekel, udarcev, na eni strani udarec na tržaško multikulturo, ki jo izvedejo nacionalistični skrajneži, in pa seveda v celotnem kontekstu teh naraščajočih nacionalnih spopadov, dogodki v Splitu, kjer pride do spopadov med demonstranti italijanskimi, hrvaškimi, tudi pride do smrtnih žrtev v tem splitskem primeru in potem kot odmev tega se potem zgodi ta zbor skrajnežev, Giuseppe Gionta, italijanski fašisti, je organizator in seveda potem pride do požiga tega Fabijanijevega doma. Tukaj morda beseda nujno o Fabijaniju, ker vsi poznamo bom rekel, Fabijanija kot arhitekta te zgodbe, ampak zanimivo je to, da če razložimo ta pomen Fabijanija, to pomeni hiša pred prvo vojno odprta, izrazito sodobno koncipirana, večfunkcijska, kjer je noter hotel Balkan, v hiši je kavarna, je vrsta pisarn za različna društva slovenska, je dvorana za prireditve, gledališče, kino predstave, stanovanja, odvetniške pisarne in seveda ta odraža pravzaprav moč slovenskega meščanstva v Trstu, nekje, ki narašča nekje od preloma stoletij in pa seveda odraža to multikulturnost. Tudi Fabijani, ki je to načrtoval, je recimo povabil secesionista Kolomana Mozarja, uglednega, ki mu je naredil vitraž, ki je zdaj seveda izgubljen bil v tem požaru, v tipičnem secesijskem slogu. Tudi ni želel pravzaprav samo nekih narodnih atributov dajati, ampak nasprotno, želel je narediti hišo, ki bo svojo funkcijo kazala to odprtost Trsta na vse konce, na jug, na sever, povezave, uporabil je kamne iz različnih kamnolomov po Italiji, da je pokazal tudi, bom rekel, to umeščenost v to raznovrstno kulturo in seveda to je moteče, k Trst v bistvu, k je Trst zaseden s strani Italijanov in pa seveda posebej potem skrajneži želijo ta prostor pač purificirati in vse, kar je bilo pravzaprav avstro-ogrsko, kar je bilo pisano, raznovrstno, narodno različno, je seveda postalo moteče. Tu se tudi v slovenskem prostoru se pogosto pozablja, da je pravzaprav ena prvih žrtev spomenik cesarice Elizabete, v Trstu ga tudi fašisti pravzaprav podrejo in pa seveda poleg Narodnega doma se praktično zgodi tam praktično
en celoten, lahko rečemo danes kar pogrom nad narodnimi domovi v okolici, ne. Sveti Ivan Brkovle in tako naprej, ne. In to seveda prinese sence razočaranja, ne. V resnici verjetno, ne, mi poznamo stališče intelektualcev, izobražencev, ki pišejo in tako naprej, ampak verjetno so si zelo redki predstavljali, da ko bo prišlo to po koncu vojne, ko bo prišlo do nove države, ne, v katero so bili vsi prepričani, da je nujno uspeh in tako naprej, si noben ni mislil, da bi lahko bil tak velik del Primorske, Trst in tako naprej z Rapalsko mejo, kar se potem zgodi, kar se zgodi od Reza. Tle ne nazadnje govorimo nekje 300 000 prebivalcev, ne, zelo tako malo površno rečen, ne. Praktično od tega potem številni zaradi pritiskov, tudi gospodarskih, ni nujno, da sploh neposrednih pritiskov, tudi teh posrednih pritiskov, potem ta prostor zapuščajo ali se selijo prek Rapalske meje v jugoslovansko državo ali pa grejo v Argentino, iščejo srečo, bom rekel, tudi ekonomsko, ne. Zdaj tu poznamo razne zgodbe, kako recimo propadajo, recimo Slovenska pivovarna propada, ker njene izdelke recimo dajejo zunaj hladilnikov v prodajo in tako naprej v Trstu. In vrsto teh stvari, ki mogoče na prvi pogled nimajo tistega direktnega, ne, so praktično pa slabšajo kvaliteto vsakdanjega življenja, bom rekel, po nacionalnem ključu in tako naprej. In to je seveda za ljudi, ki so v Trstu živeli, ki je tradicionalno veljal za odprto, svobodno mesto, ne, praktično Slovenci obravnavajo Trst kot največje slovensko mesto, čeprav je italijanska večina velikanska, ampak v resnici je po številu tistih prek 57 000 Slovencev, ne, praktično Ljubljana ima takrat 40 000 prebivalcev, ne. V tem smislu je izredno pomemben, razmišlja se o univerzi tam in tako naprej in potem seveda ima to izredno slab odmev tudi preko italijanske zasedbene cone, ne. Tukaj tudi v Ljubljani pride demonstracij, veleposlanik italijanski zapusti Ljubljano, ne. In to daje te senčne pravzaprav tone temu, če sva prej omenila ta optimizem, nora 20, veselje, pričakovanja, to so te senčni toni, ne. Zanimivo, ne, mesec, niti ne mesec, ne, 26. junija 1920 prvič uradno, poudarjam uradno, ker se preko Ljubljane pelje že prej in ga tudi takrat že v bistvu v ožjem krogu sprejmejo, pride v Ljubljano prestolonaslednik Aleksander, ne. In to je ena taka množična, bom rekel, vrsta manifestacij po vseh krajev, ne, v Ljubljani ga sprejme župan Ivan Tavčar s kruhom in soljo, ne, s slovanskim običajem in potem seveda tudi kralj zelo spretno, bom rekel, z velikim spoštovanjem potem pravzaprav upošteva vse te ključne, te slovenske nacionalne simbole. To pomeni, da prvo, kar naredi, pokloni Lovorov venček posrebren pred Prešernov spomenik, to je ta znana fotografija, kjer je množica ga sprejme, cvetje leti povsod, po tleh je cvetje in potem seveda imenuje planinski polk, bivši gorski strelski polk, preimenuje v Triglavski polk, ne, podeli, bom rekel, vrsto uglednim ljudem, podeli najvišja priznanja cerkvenim predstavnikom, ne, in potem 28. junija je potem tudi v Mariboru, ne, tismo še poseben simbolno točko, ne. Moramo vedeti, da praktično nemške napise v Mariboru v resnici šele v letu 20, tam februarja 20, menjajo s slovenskimi, ne. In pa, kar je pa zelo zanimivo, ne, to je prvi obisk in seveda so takrat politiki in pa javno mnenje, časopisi, seveda so se zavedali, da bo velika pozornost na ta obisk tudi z velikih medijev v Beogradu, ne, in pol seveda je zelo zanimivo spremljati te časopise ob obisku, kaj vse pravzaprav pričakujejo od kralja in kaj skušajo, da bi kralj, oziroma prestolonaslednik je on takrat še vedno, ne, kaj pričakujejo, da bi pri kateri problematiki lahko pomagal, ne. Zato takrat časopisi pravzaprav so polni zapisov
pričakovanj glede meja, kaj narediti s Koroško, kaj se dogaja z italijansko mejo. Hočem reči, kaj v socialnem smislu, kaj bi bilo potrebno narediti in tako naprej, ker pač pričakujejo, da bo pozornost usmerjena in da bi to imeli pol večji odmev te neke zahteve. Ne, marsikdo bi celo lahko, bom rekel, malce zlobno komentiral, da pač ljudje, ki mečejo še ne tako davno nazaj rožice cesarju neke stare države, zdaj bom rekel isti ljudje, kar seveda tudi deloma drži, ne, bom rekel, tudi ne, v tem duhu, recimo, leta 20 umre Svetozar Borojevič, plemeniti Bojna, ne, to pomeni poveljnik Soške armade, ključna oseba, ki mu župan Ivan Tavčar v času vojne podeli častno meščanstvo, podeli iz razumljivih razlogov, pač Borojevič pač prepreči, da bi bojna črta padla in seveda zaščiti slovensko zaledje. To je bila glavna argumentacija, zakaj to dobi. Seveda, to mu potem po vojni, mu to ista oseba, župan, mu to častno meščanstvo odvzame, ker je pač Borojevič v tem medvmesnem obdobju postal simbol osovražene ječe narodov, ne, s tem, kot se svojo prisego cesarju, ki jo ne popusti, ne, in v času umika tam novembra iz reke Pijave, ne, celo zagrozi narodni vladi takratni, da če mu ne bo zagotovila kontrole nad telegrafom in telekomunikacijami, da jih bo dal aretirati. Ne. In to seveda ga potem, ampak dobro, to so malenkosti, v glavno pokople ga to, da je praktično, da ostane zvest cesarju, se preseli v Vrbo, kjer potem v bistvu brez penzije umre. Zanimivo pa je, kljub temu pa Borojevič pomaga jugoslovanski, slovenski strani pri boju za meje za svojim tekstom o vojni z Italijo, ne, ki je danes zelo pozabljen tekst, ne, kar pomeni, da tukaj malo pokaže vsem malce to, ne nazadnje tudi to svoje slovansko poreklo in naklonjenost prostoru, ne, čeprav, in pa na drugi strani seveda opozori, kako se tudi spremeni, kako se na nek način identitete zaostrijo. Ne. Takrat je čas, o katerem govorimo, ne, se je bilo treba odločiti. Ne. Takrat, ne tako davno nazaj, so številni prebivalci še vedno lahko razmišljali, da so Krajinci, da so Štajerci, ne. In seveda tudi za Borojeviča ni bilo nič nenavadno, da je pravzaprav bil bolj kot ne narodno slep, ne, in da je njegova identiteta bila pač Habsburška monarhija kot večnarodna monarhija vseh narodov. Na to pozabljamo. Ne. Tu se pa potem zaostri, tu se je bilo pa potrebno odločiti. Tudi ljudje, ki se niso želeli. Ne. Zanimivo je, sej tudi vsi te boji, ki so se leta 19 dogajali in potem dobivajo na mirovnih konferencah svoje zaključke. Ne. Te boji se v bistvu dogajajo v imenu narodne samoodločbe. Ne. Narodna samoodločba, Wilsonove točke, ne, ki Wilson je od leta 18 praktično legenda, ki bo pomagal razrešiti malim narodom ali pa narodom vse te njihove zahteve. Ne. In recimo ljudje, konkretno zdaj imamo v mislih Alfreda Lavriča, poveljnika, koroškega poveljnika v bojih za severno mejo, ki zasede Borovle in tako naprej, on direktno utemelji, ne, narodna samoodločba kot načelo sodobnosti, kot načelo 20. stoletja. Prej je veljalo načelo legitimnosti, ne, ki ga potegne prek Machiavellija do Franca Jožefa, danes mi živimo od načelu samoodločbe, ki ga beremo od Rousseauja prek Macinija, ne, celo nasprotnega italijanskega Macinija do Wilsona. Ne. In to je ta razlog, da mi pravzaprav tukaj zdaj želimo neko pravico narodno in tako naprej. Ne. In to je bil duh časa. Ne. Ima pa seveda korenine v 19. stoletju, v tem politično-narodnih gibanjih, ne, kjer pravzaprav narodno vprašanje postaja osrednji del politike, pravzaprav političnih bojev, ne, posebej v večnarodni monarhiji. No, tukaj je zanimivo, ker ta aspekt pogosto pozabimo, kaj ne, pa gre za resnično točko preloma, kjer se spreminja koncept identitete in mentalitete ljudi. Marko, prej si omenil pričakovanja in razočaranje. Koroški plebiscit, ki se je zgodil v tistem letu, tudi spada pod to kategorijo, kaj ne?
Kaj se je zgodilo pri tem vprašanju? Zgodba o plebiscitu, bom rekel, je izredno zanimiva izkušnja, je že samo branje časopisov. Preko naslovnic, niti ni potrebno, naslovnice časopisov skozi leto 20, od 19 do 20, je ena izrazita dinamika v smislu, da praktično slovenska SHS stran praktično skoraj ne more izgubiti. Vera v Wilsona, neomejena, gre pravzaprav samo, kako to izvedbo te zmage pravzaprav narediti, kako izdelati neko strategijo. Ampak v resnici zelo malo pravzaprav, zelo velika vera v to, da je pravzaprav zmaga že da bo Koroška za novo državo. Potem se pravzaprav pa, ko se zgodi to razočaranje, ko so objavljeni rezultati, kjer pravzaprav 51 proti 49%, tam nekje 39.000 volivcev odloča, udeležba je zelo visoka, praktično 95% ljudi pride volit in tudi številni Slovenci pravzaprav med temi volivci, ki se odločijo za Avstrijo, za Avstrijo, so tudi Slovenci, tudi Slovenci. In potem seveda se s časopisi boleče takoj se vprašajo, najprej seveda to je prevara, to je volilna prevara, celo pokličejo vojsko, da pride na pomoč, da to ne moremo priznati. Potem seveda je takoj nenavadno takoj iskanje krivcev. Kdo je kriv? Takoj obračun med seboj, kdo je kriv in potem seveda tisto velikansko razočaranje, iz Pariza pride, da mora seveda vojska zapustiti območje, da je odločitev dokončna in potem seveda to boleče iskanje krivcev in pa potem takoj nadaljevanje v političen spopad. To seveda izhodišče tega spopada so potem seveda novembra volitve v ustavodajno skupščino, kjer potem tako izgleda, da je potem ta poraz na nek način zelo hitro pozabljen oziroma takoj dobi novo kvaliteto političnega boja in obračuna. Tako da to je en tak in znotraj tega, bom rekel, lahko prepoznavamo nekje tudi malo masovno psihologijo, pa tudi malo človeško reakcijo, kako pravzaprav reagira na takšne dogodke. In potem seveda to sproži, da ko 6. novembra 20 delegacija gre na pogajanja v Rapalo, seveda tega pričakovanja, navdušenja tega ni več, je pesimizem. Je absoluten pesimizem in potem seveda, ko 12. novembra oziroma nekaj dni potem se tudi to v časopisih objavi, da je Rapalska pogodba podpisana, da je izgubljena Istra in vso to ozemlje, seveda, to je velikansko razočaranje za javno mnenje in pa seveda dolgo časa je potem bilo potreben, da se je potem lahko zgodila neka resna refleksija. Prvi seveda je bil v zvezi s Koroško v časopisih že zapis generala Rudolfa Maistra, ki je pravzaprav tudi zapis, ki je nekje potem tudi v nadaljevanju izgrajeval njegov mit in tako naprej. On je rekel, ena ofenziva v pravem času, v tistih dneh, ki sploh ne bi zahtevala veliko smrtnih žrtev in tako naprej. Žrtev bi pravzaprav naredila več, kakor mi zdaj lahko 100 let se pravzaprav prepiramo, borimo, žalujemo in delujemo naprej. In to pa seveda jasno, tle se pol naredi mit in tako naprej. Na razstavi je tudi propaganda. Imamo 2 okvira propagande, res tisti izborček, najmanjši možen, kolikor ga prostor omogoča, ki pa pove tisto bistvo. Govorimo o razglednicah Maksima Gasparija in ko pozorno recimo pogledamo propagando, vidimo, da se ta propaganda skoraj da ne ukvarja z resničnimi problemi življenja ljudi. Da ta propaganda gradi na identiteti, gradi na premagovanju narodnih sovražnikov, na definiciji narodnih sovražnikov, v tem primeru Nemškutarjev in je pravzaprav estetsko izredno lepa, se poigrava z dobrim in zlom, spretno uporablja
nemško barvo glasovnic, zeleno v nasprotju z slovensko belo, ki kar naenkrat postane barva čistosti, novega, svežega. Zelena je ponavadi v povezavi z celovškim zmajem, se povezuje z hudičem, z zlo, z temo. In hočem reči, ampak ta manihejski pogled se v resnici ni obnesel, ker danes, ko raziskujemo Koroško, seveda pa vemo, da je prebivalce skrbeli, kje bojo prodajali svoje izdelke, vmes meja, kje bojo prodajali svoje izdelke, in pa seveda pozabili se je, da pravzaprav na Koroškem je bila zelo močna tradicionalna deželna zavest. Znotraj te tradicionalne Koroške so Slovenci pravzaprav izoblikovali in svoj narodni program Matija Majerja, imeli pravzaprav prve časopise in nihče si niti slučajno ni mogel misliti, da bi pravzaprav lahko bilo potem slabše. Ne. In pa seveda ta koroška deželna zavest je s svojo propagando, treba je tudi reči, da ta nemška propaganda je imela veliko večje finančno zaledje, ker je nemški prostor velik. Ne. Tudi nenazadnje med slovensko in nemško cono je bila pravzaprav ravnina, in ko se je demarkacijska črta odprla, je bilo mnogo lažje prehajati za propagando, za ljudi, za hujskače, za vse, kot pa preko karavank, ne, tako naprej. No, ampak seveda dejstvo je, da so to bili razlogi, pravzaprav bom rekel, čisti razlogi vsakdanjega življenja in pa vse obljube, pravzaprav, ki jih nenazadnje tudi nemška socialdemokracija pravzaprav dejala ljudem, ne. In pa seveda vsi strahovi, ki so bili vezani na strah pred novim, in pa seveda torej nova država, nova kraljeva dinastija, tokrat celo druga vere, drugačna kot je bil tradicionalen verski prostor. In pa seveda nemška stran je zelo spretno izkoristila, nadgradila in uporabila v bistvu agresivno propagando proti srbsko, ki je bila že prva svetovna vojna dosegla pravzaprav zelo take, bom rekel, agresivne razsežnosti. Ne. In ko se je vse to skupaj dal, ne, se je potem seveda videl, da ta relativna romantična Gasparijevska podoba slovenskega sveta, ki ne more zgubiti, ne, je praktično izgubila. Ne. Zdaj, po današnjih standardih, ne, je mogoče dobro reči, govorim demokratičnih standardih, volilnih, ne, so sigurno bile določene sporni elementi. Zdaj ne govorim o vsem tistem nasilju, ki je bil, pa pritiskih na ljudi, ki so bili tudi zelo, bom rekel, grozni, ne, in res ne, onkraj. Ne, ampak govorim zdaj čisto o samemu izpeljavi volitev. Ne. Pri vpisih v volilni imenik je po tistemu določenemu datumu, ki je bil določen, kdaj je treba volilne imenike pregledati in potem zapečatati, je prihajalo do naknadnega vpisovanja. To nekaj tisoč ljudi se je vpisovalo zaradi ne povsem jasno, kakšno pravico so imeli do volitve v tej coni, ki je bila določena za volilno okolje. In je bilo vpisanih. Ampak seveda resna raziskava potem je pa tudi potrdila, da to število ljudi ne bi spremenili končnega rezultata, kar pomeni, da ni bilo odločilno, kljub temu, da je pa ravno način vpisov volilne imenike pol ves čas pri tej refleksiji preteklosti pravzaprav je metu neko senco, pa nek sum prevar. No, tukaj bi ti postavila pa še zadnje vprašanje. Pri postavitvi te razstave, spomnimo, ki je na ogled do 20. oktobra, kaj te je v bistvu najbolj pritegnilo, kaj te je najbolj zanimalo? Ja, to je v resnici je težko vprašanje. Je pa neka zanimivost pravzaprav vedno pri iskanju fotografij za razstavo. Ne, govorim mi kot muzealci, zgodovinarji, pravzaprav vedno najprej naredimo neko strukturo dogodkov, ki jih pričakujemo,
ki vemo, da so tisti ključni, temeljni, pač iz virov in tako naprej. Potem pa iščemo fotografije za te dogodke in pravzaprav ugotovimo, da je mnogo več fotografij ne velikih dogodkov, ampak pravzaprav vsakdanjega življenja. Torej tisto, kar mi deklarirano pravzaprav kot sodobno zgodovinopisje, ne, želimo imeti zgodbe ljudi, njihove strahove, čustva. Potem pa pravzaprav, kad delamo koncepte razstav, mi vedno postavimo pa te dogodke, ki so velike, ki so na naslovnicah časopisov. Ko mi pa to potem iščemo, da pokrijemo, seveda imamo pa težave, ker je razmerje fotografij tistega, kar ljudje živijo vsak dan, mnogo več in se slikajo v svojem okolju in se slikajo, bom rekel, za sorodniki, svojci, prijatelji na raznih stvareh. In kar je meni bilo pri razstavi recimo 20 padlo posebej v oči, je bil recimo piknik. Piknik sta oče in sin, piknik ob topovih na istrski obali, kjer pravzaprav na nek način veliko pove, torej ves ta ostank vojne, dobesedno senca vojne. Ona dva se, oče s slamnikom sedita v senci topov, očitno gre pa za pomladni dan, tako kot jih danes skušamo izkoristiti. Ne. In še več takih pravzaprav drobcev mi je padel v oči, recimo tudi pogled na skrajneže sredi Pirana, na istrske fašiste, pogled na oder iz množice posnetek, ki ga najprej niti nisem v dokumentaciji sploh mogel razpoznati, šele potem seveda po simbolih na odru. Ne, in te drobni detajli, ne, ali pa recimo v teh množicah, ko smo vso dokumentacijo že našli, zakaj gre, ali je to Velikovec, ali je to Piran, ali je to predvolilni shod, ali je to demonstracija, začneš potem nehote pravzaprav gledati obraze ljudi, njihovo modo, gledaš, kako so oblečeni, ker naenkrat vidiš pravzaprav tudi to socialno razslojenost na slikah, vidiš in to se mi zdi, no, je vsej meni ta presežek. No, onkraj pravzaprav teh najbolj znanih oseb, dogodkov in pa teh velikih, ki si jih pa v prvem trenutku pa seveda najbolj vesel. Ne. Najbolj vesel si, še zdaj recimo pravzaprav iščemo, že za drugo razstavo iščemo prav dan plebiscita, ne. Dan plebiscita kot je, ne. Je pa en kup pravzaprav teh posrednih pričevanj o času, ki pa pravzaprav povejo mogoče še več kakšen podatek, no, ki ga pravzaprav ne iščeš. Dogodki, o katerih govorimo, so se dogajali pred 100 leti in jih morda dojemamo kot zelo oddaljene. Ko pa pogledamo fotografije in obraze ljudi na ulici in pri vsakdanjih opravilih, opazimo, da niso tako zelo drugačni od nas, kaj ne? Na nek način je pravzaprav nenavadno, koliko veliko stvari, še posebej dinamika 20. stoletja se spremeni. Resnično spremeni. Ne. Si težko predstavljamo, če rečem zelo nezgodovinarsko, zelo neznanstveno, zelo težko si predstavljamo nekega človeka, ki bi prišel v naš čas, kaj v sebi njega verjetno presenetili. Na drugi strani drži pa točno to, da ko gledamo, živimo pa pravzaprav povsem iste stvari na tehnološko drugačen način. In je pravzaprav, ko odstranimo določen, bi rekel, blišč, tehnologijo in tako naprej, vidimo, da se pravzaprav spopadamo ves čas z istimi problemi, no, z tistimi najbolj. In nenazadnje se mogoče v tem lahko najdemo celo en odgovor v tem, zakaj pravzaprav mi danes lahko antične ali pa srednjeveške ali pa Shakespearjeve drame gledamo pravzaprav kot sedanjost. Seveda z vsemi temi malo posodobljenimi interpretacijami, vsekakor, da ne bo nesporazuma, ampak kljub vsemu nam je marsikater tekst povsem domač, ker gre za iste probleme, za probleme pohlepa, boja za oblasti, revščine, kar na drugi strani pa na drugi strani pa seveda
to nas na nek način kaže, da pravzaprav tisti izrek zgodovina kot zlizan, zaprašen izrek zgodovina kot učiteljica življenja pravzaprav nas kdaj na žalost bolj uči, da se iz zgodovine pravzaprav nič ne naučimo, ampak jo prav vztrajno ponavljamo. Razstava z naslovom 1920 čaka na vaš obisk v Muzeju novejše zgodovine Slovenije vsak dan od torka do nedelje med 10. in 18. uro. Se vidimo v muzeju in slišimo v naslednji epizodi MNZS podcasta meseca oktobra.